Križ in sulica. Ta povest je kakor kratka, vendar britkega spomina. Župnik in kaplan sta po obedu še malo polenarila, ob vinu in besedi. Vroč dan je bil zunaj, trd in soparen. Okna so bila zastrta, v izbi je bil somrak, ali skozi sence in zastore je žehtel težki julijski vzduh. Župnik si je z velikim robcem otiral čelo in lica. Živo žareč je bil obraz, kakor z lojem namazan. Pomižekaval je trudno izpod nabreklih trepalnic. Dremalo se mu je. Je zavzdihnil ter stresel nevoljno z glavo, ker mu je bila muha zabrenčala mimo ušesa, ter sedla na mesnato bradico, podprto od troje lepih podbradkov. Tudi kaplanu je bilo vroče, ali dremalo se mu ni. Sedel je vzravnan, dolg in lesen. Stisnil je bil ustni, namršil obrvi, v visoko čelo se mu je bila zasekala temna guba. Čudna razdraženost, napetost brez vzroka je bila v soparici. Na lepem, zaradi mušice, ki je padla v vino, bi se sprl človek z vsem svetom in še samim Bogom. Kuharica je pospravljala krožnike z mize, gledala je jezno ter brundala zadirljivo. Takrat se je prikazal za župnikovim hrbtom hudi duh. Sklonil se mu je preko rame, šepnil mu na uho in ga je zmotil. Župnik se je spomnil na novo bandero Marijine družbe. Kdaj blagoslovimo to naše banderce? Končano je delo, hvala Bogu, le droga je še treba. In sulice. Osorno ga je gledal kaplan. Kašne sulice? Se je začudil župnik. Sulice pač. Ali ste že videli bandero brez sulice? Vsako slehrno jo ima. Celo srebrno sem že videl, tam nekje. Tudi za kaplanovim hrbtom se je bil prikazal hudi duh in ga zmotil tako daleč, da je oponašal svojega župnika. Kaj ima opraviti sulica z banderom? Kaj pomeni? Pa denimo jabolko, pozlačeno jabolko, se je užaljen namrdnil župnik. Jabolko? Zakaj pač jabolko? Denimo hruško ali pa figo in druge cepe. Po moji pohlevni pameti ne sodi na drog prav nič drugega, nego sveti križ, naše znamenje. Župnik je vzrojil, še hujše mu je zažarel obraz. Tudi sulica je znamenje, kaj ni stotnik zabodel Krista z njo v desno stran? Kaplan se je na glas in grenko zasmejal. Zato smo si torej privoščili to bandero, da se bomo bodli z njim, ob žegnanju in pred pustom, stran skoli, fantje, bandero sem. Kaj se to pravi, je težko sopel župnik. To se pravi besede pačiti, grdo pačiti in pretvarjati. Kaj se to pravi, ga je čisto ponevedoma oponašal kaplan. To se pravi zatajiti sveti križ. Oči so se župniku zasolzile od srda in žalosti. Hotel je odgovoriti, usta so bila odprta, ali besede, ki bi vse na mah povedala, ni bilo od nikoder. Tedaj se je oglasila kuharica. Križ, pa še kakšen, imamo že križ, kaj bi ga naročali, v hiši ga imamo, za mizo sedi in pije, ta križ banderski. Grobo je ustavil kaplan. Molière, Tacit in Excelsior. Kuharica je odprla usta na strežaj. Nato je udarila v glasen jok. Z levico je prijela predpasnik, z desnico je potegnila kaplanu kozarec izpred ust. Pa tudi pil ne boš, križ ti križani. Bežala je iz izbe, treskoma je zaloputnila duri za seboj, vik in jok se je razlegal po stopnicah. Počasi se je vzdignil kaplan. Bled je bil in roke so se mu tresle. Pokrižal se je široko kretnjo,
molil je stoje in tiho. Nato se je poklonil globoko, brez besede, ter je odšel, slovesno, s korakom človeka po krivici ranjenega. Dolgo je sedel župnik za mizo, v bridkosti sam in nem. Okrogli, tolsti prsti so se oklepali kozarca, iz oči je kapala solza do solze na beli prt. Zdramilo ga je rahlo ščegetanje na kolenu. Bela, nežna mačica mu je bila skočila v naročje, privila se k njemu, vzdignila gosposki rep, ter mu gledala v objokana lica, milo vprašujoč. V tistem hipu ga je vsega presunilo in omamilo neznano čustvo. Čustvo silnega, brezmejnega sovraštva do vsega in vseh. Do črnih muh na belem prtu, do širokega bahavega stola kaplanovega, do hinavsko svetih podob na steni in posebej še do te priliznjene, zaljubljene mačice. Pograbil jo je s težko roko, zalučil jo je v besnem zamahu ob tla. Mačica je obležala, tiho in polagoma, kakor umirajoča muha je krčila tenke noge. Nato jih je prav tako polagoma spet iztegnila. Na belem smrčku se je prikazala črna kri. Ali te vrag jemlje, beštja, je kriknil župnik, vstal je trepetajoč, bolne noge so ga komaj nosile, ko se je napotil, omahujoč in okoren pogorjačev kot. Čakaj, beštja, potrpi, kanalja. Okrenil se je sunkoma, kolikor je bil tresonog in trebušast. Potrpi, kanalja. Zamahnil je z gorjačo, lopnil, toda lopnil je mimo. Vegasti leseni pot je zamolklo zabobnel, miza se je stresla. Kozvarec se je žvenkataje prevrnil. Mačica se je zgleknila na hrbet, zazehala je na stežaj, nato je bliskoma planila. Švigala je sem, švigala je tja, iz kota v kot, na stol, na mizo, na polico, na oknico. Hudič, šel strop se zaleti, je kričal župnik. Begal je za njo, z gorjačo v roki, zasopel, truden in potan, ves v omotici. Zamahnil je v drugo, ter se opotekel. Mačica je bušnila, kakor zalučan kamen naravnost v zastor in je izginila skozi odprto okno na vrt. Župnik je gledal za njo z izbuljenimi očmi, upehan, brez misli. Debele kaplje so mu drkale od čela doli do oteklih podočnic. Preplavile so obustje in kapale od podbratkov na črni telovnik. Sedel je na zofo, zakril si obraz ter bridko zajokal. Če bi bil človek sam na tem ljubem svetu, bi ob soparni uri stopil pred ogledalo ter bi se sprl sam s seboj. Tudi stepel bi se seboj, da bi videl, kdo je močnejši, jaz ali jaz. Iz jasnega je udarila zdražba na pristojnico, to lepo kraljico doline Šentflorjanske, kakor da se je zgodilo, odkot da je prišlo, ni vedel nihče. Mahoma se je sosed zagnusil sosedu, se je nevesta priskutila ženinu, se je brat srepo ozrl po bratu. Hudi duh se je bil po noči tihotapil po dolini, trkal ob duri do duri, niti s kadnjem in hlevom ni prizanesel, kjer so spali hlapci. Ljudje so vzdihovali in preklinjali v sanjah. Konji so hripavo razgetali, psi so lajali cvileč in dolgo. Noč je bila jasna, nebo vse do kraja posuto zvezdami. Vzduh pa je bil zatohov, poln težkih misli in mrkih slutanj. Završalo je po dolini že na vse zgodaj, še preden so klicali zvonovi svetega Pavla k jutranji maši.
Križ ali sulica, sulica ali križ. Nikomur in nikoli ni bilo očitno, odkot da je bil razlegal se ta klic. Kakor da je bila sredi soparne polnoči kanila kaplja črnega strupa na vsakogar čelo ter spačila misli, zasirila žolč. Soseda sta šla k maši. Stopala sta trdno, počasi, molče. Pa kaj nam je treba teh novotarij? Naš kaplan je presuh, ima preveč jeze v sebi. Sulica je bila še vselej, sulica ostani. Sosed je pljunil, daleč predse, v cestni prah. Sveti križ je novotarija, novotarija za nevernike, za tista novotarija, ki bi se pobotali samim hudičem zaradi ljubega miru. In kaplan je suh, ker ne žre. Molčala sta prav do razpotja. Ti, križevec, toliko ti rečem, tista smreka je bila moja, moja pred Bogom in pred postavo. Katera smreka? Ne pači se, križevec, tista smreka pač, ki si jo bil posekal po krivici, pa te nisem tožil zaradi krščanske potrpežljivosti. Jaz, nevernik. Tak, toži, zanesi se. Razšla sta se čez par korakov, pa sta se še uklenila. Lažnivec. Tak. Nato sta šla siva in mrka, eden po široki stari cesti, drugi po blatni bližnici ob potoku. Pred cerkvijo so stali v dolgi vrsti fantje, nedeljsko oblečeni, viržinke med zobmi. Gledali so srepo, klobuki so se bili poveznili globoko na tilnik, široka prsa so se bočila, leva noga, trdo vsajena pred desno, je oznanjala ponos. Komaj, da so se zmenili za dekleta, ki so v svetlih rutah in pisanih krilih drobila mimo, kakor razkopljena čreda ovac, ki si išče varne staje. Nemi so bili, toda fant govori najglasneje, kadar molči. Potrpi do večera potrpi, da boš sulico videl, da boš križ občutil na svojem križu. Tiho in počasi, sklonjeno glavo, so stopala dekleta po visokih stopnicah proti velikim vratom. Sonce je sijalo nanje, rute so se bleščale, krila so pošumevala sramežljivo. Fantje so stali mirni in mrki. Noben pogled ni švignil do vrha stopnic. Pridigal je kaplan, pridigal tako pridigo, kakor je še nikoli ni slišala prisojnica, niti ne vsa dolina Šentflorjanska. Naš gospod župnik je obolel. Bolan je zares. Molimo zanj, oče naš. Ljudje so molili, nekateri so imeli solzne oči, nekateri ne. Tisti, ki niso imeli solznih oči, so gledali osorno ter mrmrali svojo molitev tja v dan. Bog nebeški že razsodi, komu dodeli zdravje, komu bolezen. Ne vprašujmo. Naš gospod župnik je pravičen človek, ali najpravičnejši na svetu greši 9-krat na dan. Po takem začetku je kaplan čudežno zaokrenil cesto svojih besed. Nenadoma je spregovoril o svetem križu, o znamenju vesoljnega krščanstva, ki so ga preganjali Neroni in Diokleciani in ki ga preganjajo neverniki še dan današnji. Zavihtel je v suhi roki razpelo, kakor sam veliki vedež, ter je zaklical: Kdor ni z mano, je zoper mene.